Košarkarska zveza Slovenije je skupaj s Špas teatrom organizirala dobrodelni ogled predstave Moška copata. Monokomedija Ranka Babiča je sicer doživela že 112 ponovitev, ogledalo si jo je več kot 30 000 ljudi. Tokrat so bile vstopnice nekoliko dražje kot v redni prodaji. S prodajo so zbrali več kot 8 000 evrov, saj je bila dvorana v Špas teatru razprodana. Denar so namenili košarkarski reprezentanci gluhih in naglušnih in košarkarjem na vozičkih. Od Slovenke mamice gre otrok malo predaleč, nas te spomnika, ga je vid, da je ušel, se takoj dvigne. Jernej! Jernej! Predaleč si šel, vrni se nazaj. Jernej! Se pogovarja s prijateljco, glej, sem bila zadnjič pri pediatrini, prav da je to zdaj ta obdobje katarmarijo, ampak se pride nazaj, ki ga večkrat pokličeš. Jernej! Boš nagrado dobil. In kaj smo zdaj eno bosanko? Kaj je šel suvat malo predaleč. Zdaj ona vidi malo, da kako bježni. Tako se digne. Svode! Da vas vamo! Odmah, kaj dođem tam glavu štrati. Slovenka mamica vsa odločena. Ja, Madonna, gospa, kako se pa pogovarjate s svojim otrokom? Sicer takih besed lahko prije socialna na dom. Ma kakva socialna? Ja sem socialna. Jaz sem ga naredila, jaz ga bom i razbila. 5 komada imam doma, ajde manje više bom prišparala. Iz občinstva je bilo ves čas slišati glasen smeh, za kar gre zasluga odličnemu Ranku Babiču. Predstava je bila tolmačena v slovenski znakovni jezik, da so lahko stand-up komedijo spremljali tudi gluhi obiskovalci. Nedvomno so se zabavali, k temu pa je verjetno pripomogla tudi tolmačka, ker je morala prevesti lep izbor sočnih besed iz Babičevega repertoarja. Glede na to, da je bilo veliko povedanega o spolnosti, si lahko predstavljate, kako je to izgledalo. Sretan, koliko sem ja bil pjan, moglo ti biti nekje. Predvsem je zato za nas dobra promocija in v bistvu nek korak, se pravi nek most socializacije naših športnikov, se pravi športniki neinvalidni. Potem smo prišli na idejo, zakaj ne bi pomagali tistim, ki se ukvarjajo s košarko, pa so hendikepirani in tudi težje pridejo do sredstev, in potem smo prišli na to idejo, da bi razdelili med košarkarje na vozičkih in pa gluhe in naglušne. Absolutno smo zadovoljni, glede na to, da moramo vedeti, da se je ta predstava odigrala že 100-krat oziroma večkrat 100-krat, da smo v času počitnic in da praktično razprodaš dvorano v času počitnic in to še v bistvu za veliko dražjo vstopnico, kot je drugače redna prodaja, smo vsi zelo, zelo, zelo res zadovoljni. Definitivno je en tak pozitivni znak, da tudi košarka hodeča ve, da obstajajo tudi druge košarke, košarke gluhih, košarka na vozičkih in še ostali, in nekako nam daje spodbudo, da tudi mi delamo prav in da smo videni in nekako ena pozitivna energija gre skozi nas in tudi imamo še potem dodatno motivacijo, da se še dokažemo še več. In srednja šola največ obdobje v mojem življenju.
Zakaj? Zato, ker največ novih stvari sem probal v srednji šoli. Tako kot večina tukaj tudi med vami, zdaj jaz mislim. Donacijo strani Košarkarske Slovenije smo zelo hvaležni in tudi veseli, da to je spodbuda za košarko gluhih, da tudi v prihodnje tudi spodbuda za mlade, da po drugi strani tudi privabi še mlade gluhe, da košarka gluhih ostane. Priznam, imel sem tremo, tudi moja je danes opazila doma, da sem bil ves nervozen. Rekel, kaj s tabo pisa, se že 110 ponovitev smo rekel, ne, glej, danes je ta predstava nekaj posebej. Je imel gor na odru prevajalko, ko bo to prevajala in pa razmišljaš o 1001 stvari. A bo znala prevesti, a bo ljudje preveč osredotočeni na njo, a bojo mene gledali. Tako da, meni je bilo to, kaj da bi šel danes prvič. Res, prav kaj da bi šel prvič. Pozabil sem tudi napačne čevlje sem dolgar. Sem šel s svojimi domačimi, ne pa s telim, ki bi jih moral imeti za predstavo. Če lahko izpostavim Miha Zupana, on je med gluhimi, se mi zdi Michael Jordan, tako da ga imajo vsi radi in to je res neverjetno, da se tako znajde tudi v tem športu, tudi ker ne sliši dobro in jaz upam, da smo čim več denarja zbrali, pač pa da podpiramo ta šport, ker res dokazali so fantje, bili so tudi evropski prvaki in res jaz upam, da bomo še imeli še več takih akcij. Košarkarje naše, tako da jaz sem držim fantje pesti, da boste res razturili, no, tako da, gledajte, jaz bom tudi nekaj stavil, tako da upam, da bo še na meni. Tako da, hvala še enkrat. Sem že sprobal se na vozičku, ko sem igral še za Novo mesto v Krki, imajo svojo ekipo in sem šel na en trening in je res vsaka mi čas. Zelo težko je igrati, če posebej skozi se moraš porivati in kaj ne rečem, moramo jih spodbujati maksimalno in čim več sponzorirati košarko na vozičkih in za gluhe. Dobrodelna akcija pa se nadaljuje vse do konca Eurobasketa 2015, ki se začne 5. septembra. Vsi, ki bi še želeli pomagati pri zbiranju sredstev, lahko to storite tudi z neposrednim nakazilom na račun Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.